Lepo pozdravljeni v podkastu. Sem filmski kritik Igor Harb in danes gostim mlado slovensko igralko Diano Kolenc. Kljub šele 25 letom je že lani na festivalu slovenskega filma prejela Vesno za najboljšo igralko v filmu Opazovanje, letos nagrado za mlado igralko na Borštnikovem srečanju za vlogo v predstavi Razpoka in skoraj hkrati še na festivalu Kraft za najboljšo igro v študentskem filmu Razglašena. Vmes smo videli v stranski vlogi mladinske komedije Kaj pa Ester in v sveži postavitvi Sartrovih Zaprtih urad, ki je bila letos posebej priljubljena tudi zato, ker je bila drama na maturitetnem kurikulumu. Diana Kolenc, dobrodošli in najprej čestitke za vse nagrade. Najlepša hvala. 24 let sem stara. Ne popravim. Se opravičujem. Začniva z Opazovanjem, dobitnikom 3 vesen in še peščice drugih stanovskih nagrad, ki naj bi na reden spored kinematografov končno prišel jeseni. V filmu igrate reševalko Laro, prvo na sceni brutalnega zločina, ki sta ga storilca v živo prenašala prek družbenih omrežij. Film odpre številne aktualne teme, žanrsko pa je nekje med psihološkim trilerjem in grozljivko. Kateri vidik tega filma pa je vas najbolj pritegnil k projektu? Meni je bilo predvsem dragoceno, da se film ukvarja s temo empatije in odgovornosti v družbi. Tako da je ena taka zelo, se mi zdi, da na nek način družbeno kritična. Mislim, da je film sam po sebi želi zelo ostro obsoditi. Mislim, obsoditi, ne biti moralističen, ampak sam dati zrcalo družbi in en razmislek. In mi je bilo zelo dragoceno, da je režiser Janez Burger imel tako zaupanje vame in da me je sploh kot še študentko, v bistvu v 3. letniku, dal eno tako veliko priložnost in tako veliko odgovornost v bistvu za tako ogromno vlogo. Ampak predvsem to, mi je bilo dragoceno, da se film ukvarja z nečim, kar je meni zelo blizu, nekaj, o čemer tudi jaz želim spregovoriti, kadar imam možnost. Jaz sem imela pa ogromen tudi strah, se mi je zdelo na začetku, da bom kar odstopila od projekta, zato ker sem čutila za zelo veliko odgovornost, ne da bi kdo mi dajal ta pritisk, ampak sem si ga sama ustvarila. Sicer sem hvaležna ekipi in predvsem režiserju, da mi je tako zaupal, da sem potem spustila ta strah in dobila zaupanje, da bom zmogla. V filmu ni opaziti tega strahu, oziroma razen kadar je vaš lik prestrašen, kar je zelo pogosto, ampak zelo suvereno. Zdaj, bral sem, da ste v sklopu priprav na ta film se pridružili tudi pravim reševalcem na terenu. Kakšna izkušnja je bila to? Kar na jok mi gre. To je bila ena močnejših izkušenj mojega življenja. Ful sem hvaležna celotni produkciji, da mi je omogočila to. Ravno zdaj se ukvarjam, se bom navezala naprej. Namreč šla sem se 2-krat z njimi voziti in po par ur in drugič proti zaključku mojega obiska je rekel reševalc, sreča imaš, reanimirali bomo. In smo šli na dom k enemu gospodu, k eni družini, in na tleh je bil gospod star okoli 60 let, ki drugače je bolehal za rakom na pljučih. Tako da, hvala Bogu, ni bil mlad človek, ni bil otrok, ni bil zdrav, fit človek, ampak je bil gospod z boleznijo, ampak je bil brez znakov življenja in smo ga morali reanimirati. Na reševalnih akcijah je tako, da najprej pridejo reševalci in kadar je potreba, pride kasneje z UKC-ja še zdravnik. Tako da smo bili najprej sami, jaz in 2 reševalca, in ker pač več rok, več zmore, sta me reševalca angažirala, da jima pomagam pri reanimaciji.
ta reanimacija žal ni bila uspešna. Človek pač je umrl in to je bilo prvič, ko sem se soočila z uživo smrtjo tako iz oči v oči. In najprej so se mi seveda noge zašibile in sem šla ven, preden so zaključili z vsemi postopki. Ampak potem me je presenetilo, kako sta ta dva reševalca, ki sta bila z mano, znala poskrbeti za me, da se bom jaz počutila udobno. Se pravi, oni to zelo rešujejo s humorjem, tudi tam, ko si na njihovi postaji, se zelo vidi, kako imajo en čuden temen humor, ki ga ne bi vsak razumel, ampak je to nek način seveda razbremenitve te težine po njihovega dela. In sta se najprej hecala z mano, hkrati pa sta dojela, da mi je težko in da sem v popolnem šoku. In sta mi potem tudi zelo povedala intimno, kakšne njune izkušnje v prvem srečanju s tem. Ali pa tako, zelo sta me znala pomiriti. In to je bilo prvič, da sem smrt dojela kot nekaj zelo naravnega. Se mi zdi, zdaj ravno zaradi tega, to me je tudi spodbudilo, da zdaj delam ravno magistrski projekt, magistrsko predstavo, ki se ukvarja s tematiko smrti, zato ker je to ena tema, ki se mi zdi, da en blazen tabu in sama imam že celo življenje ta nek strah pred smrtjo in se mi zdi, da ko se je to zgodilo, sem v bistvu ugotovila, kako nas družba sili, mislim, je na nek način ustvarjena, da nas oddaljuje od smrti, ker je to nekaj nezaželenega, nekaj, kar ne prinaša kapitala, ne prinaša napredka, ampak je nekaj grdega, nekaj pri čemer bežimo, nekaj, kar je zaprto v institucije. In me je zelo pomiril, zelo sem bila hvaležna za to izkušnjo, ravno, da se navežem nazaj na film, da sem videla, da to vse čaka, da to je nekaj naravnega, da ne smemo bežati pred tem, da se treba s tem soočati in predelati ta strah, ki bo vedno prisoten, ampak samo ne bežati. No. Tako da zdaj sem na dolgo povedala, ampak ena zelo močna izkušnja, za katero bom za celo življenje hvaležna. Pa menite, da s svojim ustvarjanjem lahko pripomorete drugim, da se tudi soočijo s tem, mislim, kot ste omenili ta magistrski projekt, je to morda tudi na nek način vaš cilj zdaj? Morda, sicer druga zgodba, da sem zaradi obsega dela pač malo zanemarila šolske obveznosti, študijske, tako da bom morda ta projekt, mislim, ta magistrska naloga celo zaprtega tipa, ampak ideja pa je v tem, da v tej skupnosti, v tem govoriti o tem, zelo rada se iskreno pogovarjam o stvarih in se mi zdi, da mi največ pomeni, kadar s svojo iskrenostjo in odprtostjo lahko spodbudim nekoga, da tudi on začne razmišljati ali pa na glas govoriti o tem. Mogoče ga je bilo strah, da ne bo imel sogovornika na drugi strani ali pa da je osamljen v tej težavi, strah pred smrtjo. V bistvu je pa to del vsakega od nas, ampak ravno zaradi tega, ker sem rekla, da je tako odmaknjeno, družba tako odmika to od naravnega pojava človeka, od naravne nekaj, kar je družbi oziroma samo človeku najbolj edina stvar, ki je gotova, je smrt. No, ampak se mi zdi, da je to, tako kot sem rekla, blazen tabu in da s tem, da jaz spregovorim o tem, mogoče spodbudim nekoga, da tudi sam spregovori o tem in v tej komunikaciji doživiva neko razbremenitev, neko povezanost, neko olajšanje. Kako pa se vam zdi, da se to navezuje na temo filma, kjer v bistvu imamo nek skrivnostni element, recimo temu, pri katerem se ljudje, ki so bili prek družbenih omrežij priča temu zločinu, se to na nek način jim vrne. Koliko je tu zdaj sporočilo filma morda povezano s tem?
oziroma bi sploh rekli, da je to sporočilo filma kot soustvarjalka? Ja, mislim, da na nek način absolutno je smrt neka tema, ampak verjetno na drugačen, z druge strani te teme. Mislim, se mi zdi, da pri filmu Opazovanje je predvsem prelaganje odgovornosti, zanikanje, neprevzemanje odgovornosti, beg pred resnico ali pa beg pred... težko se je soočati... Težko se je soočati z resnico. Se mi zdi, da kdaj, tako, ko vidimo pravo življenje, neke situacije, če bi jih kdaj dali na film ali pa v knjigo, bi ljudje rekli, pa sej to ni res. Se mi zdi, da ljudje ne morejo prenesti tok resnice. In biti soočen z njo je zelo težko. Veliko rajš se umaknemo, pobegnemo, odskrolamo naprej. In se mi zdi, da je to film o tem, kako... o tem tudi, kar sem prej rekla, kar je meni zelo dragoceno, pogledati iz oči v oči, pa se probati soočiti s tem, tudi če se zrušim, ampak mogoče je rešitev potem spregovoriti to z nekom drugim, pa v tej skupnosti najti skupaj prebroditi to, ampak vsekakor pogledati resnici v oči. No, tako, kar je meni, ja. Tako kot sem prej rekla, ena zelo močen poriv v življenju. Ključen element opazovanja so tudi družbena omrežja in spremenjeni načini komunikacije in konzumacije vsebin, ki so jih ta vnesla v naše življenje. Kako se denimo vaš pogled na nje razlikoval od pogleda scenarista in režiserja Janeza Burgerja, glede na to, da so ta omrežja bila stalnica že v vašem otroštvu, v bistvu? Meni se zdi, da ko gledam starejše ljudi, generacijo, ki je starejša od mene, se mi zdi, da se je ta še zelo lahko prilagodila. Se mi zdi, da problem imajo tisti, ki so res starejši, ki so že težje sprejeli omrežja, ki nimajo več, se ne znajo več tako hitro prilagoditi, ampak generacija nad mano, generacija Janeza Burgerja, se mi pa zdi, da so zelo adaptirani na to. Vse imajo tudi ljudje, mislim, srednjih let ves čas telefona v roki. Se mi zdi, da včasih še bolj od mlajših, ker se mi zdi, da mlajši so vsaj so bombardirani z ozaveščanjem tega, pa mogoče hitrej pomislijo, ker se na njih skozi pritiska, da vi ste te, na nekoga, ali ta starejša generacija, se ne bo pritiskala, vi ste mladi, ste to uničili, mi smo pa bliže povezani, pa v stiku. Tako da se mi zdi, da se mlajši hitreje vprašajo, kaj se meni dogaja, a imam probleme s pozornostjo, nasedam lažnim informacijam. Se mi zdi, da ko vidim starejše generacije, jih zelo hitrej bleknejo nekaj, kar so prebrali na internetu, ali pa preživijo ure na internetu, ali pa vidim, kako igrajo igrice ure in ure, pa se mogoče niti ne vprašajo. Tako da se mi zdi, da nisva imela... Se mi zdi, da ni, da bi Janez nekako drugače gledal na te medije, zelo... Mislim, sva jih enako dojemala, hkrati pa se mi zdi, da ni ta generacija nič manj okužena kot naša. Ja. Opazovanje je prijelo tudi Vesno za scenografijo, torej prijela sta jo Špela Jelovčan in Vasja Kokel. Film zaznamujejo prazne ulice, polne vreč za smeti in prazni prostori, ki potencirajo izolacijo glavnih junakov. In to obenem pa tudi odraža realno stanje sveta med snemanjem, se je to potekalo v času pandemije. Koliko dodatnega truda in napora pa je ta pandemija vnesla v kreativni proces? Veste, da se sploh ne spomnimo, smo mi to delali med covidom ali po covidu že. To me pa zdaj... To so ko so ta leta, ker naenkrat vse fluidno, ne veš več, a je bilo zares, ko v nekem filmu... Veste, da se res ne spomnim. Pa verjetno je bilo, ali kaj. Ampak na to vam pa sploh ne znam odgovoriti. No, to mi je pa zdaj zelo presenetilo, kako v bistvu smo, mislim, vsaj pri sebi očitno zdaj vidim, kako smo potisnili en ta del življenja, kot da se
Ja, kot da je bil nekje druge, pa probati ne razmišljati o njem. Spet soočanje z resnico in dejstvi. Ampak ja, verjetno eno težko obdobje. Če lahko, mislim, zdaj sploh ne znam zase povedati, ampak če pa probam generalizirati, se mi pa zdi, da smo bili umetniki, če nekako, mislim, kolikor smo bili, kolikor nam je bilo odvzeta možnost ustvarjanja, recimo jaz, ki delujem predvsem v gledališču, je bilo to eno zelo tragično obdobje, ampak hkrati so pa teatri, takoj, ko je bilo omogočili vaje, vaje za film so verjetno bile omogočene, zato ker so v manjšem obsegu ljudi. Tako da verjetno mogoče res ne znam odgovoriti na to. Pardon, ne spomnim se, potlačila sem, očitno, žal. Konec leta smo vas videli tudi v najstniški komediji Kaj pa Ester, in ta film bi težko bil bolj drugačen od opazovanja, tako konceptu kot v tonu in sporočilu. So bile te razlike opazne tudi na snemanju, ali pač gre tukaj pri snemanju filma za eno profesionalno okolje in zdaj ne glede na to, kakšna tema je? Absolutno je bilo popolnoma drugače. To je bilo snemano poleti, to so bili mladi, duhoviti ljudje, razbremenjeni. Nekako je bilo veliko bolj, bomo videli, dajmo, pa tako pa malo. Veliko bolj sproščeno in lahkotno. Absolutno popolnoma drugače. Tudi priprave so bile veliko krajše za opazovanje, smo imeli intenzivne, zelo dolge priprave. Zakaj pa Ester niti ne toliko? Tako da je bilo, tako kot pravite, dve popolnoma različni izkušnji. Ma pa tudi Kaj pa Ester svoje kvalitete, absolutno. Ampak smo pa Kaj pa Ester celo posneli je bilo snemano pred opazovanjem, čeprav je išlo kasneje. Je bil to v bistvu moje prvo večje snemanje, tako da zdaj, ko gledam za nazaj, ko gledam ta film na platnu, se kar malo zmrazim. Ob gledanju sebe bi marsikatero stvar popolnoma drugače naredila, ampak si pa v tistih okoliščinah je bilo to največ, kar sem lahko, ampak to je bila pa res taka prva večja izkušnja snemanja. Zdaj v filmu igrate Vando, romantični interes naslovne Ester in hčerko dveh gledaliških ravnateljev. In prav scena z večerjo, ki se razvija v bizaren prepir med Vandinima staršema, je ena najbolj komičnih filmov, vse po mojem mnenju. Kako je potekal ta ustvarjalni proces, dinamika in pač cela koreografija te scene, ki razraste iz običajnega čit-četa v veliko celo sceno? Ne vem, mislim, da ima Tosja Flakr, režiser, en zelo fin občutek za humor. Z igralci smo se tudi zelo ujeli, tako da en ljubših snemalnih dni, moram reči, zelo enostaven in spontan, brez... veliko je bilo v tem, tako kot pravim, da smo se mi med sabo energetsko poklopili, zato ker vaj zares nismo imeli, tako da je potem bolj odvisno od same situacije, ki je ne moreš predvideti, in hvala Bogu smo se, je bilo zelo enostavno in lepo. Kaj pa Ester je bila sprva zasnovana kot televizijska serija, ampak so kasneje v montaži priredili v film. In nedavno sem zasledil, da naj bi serija tudi prišla na spored. Ali veste kaj o tem in kaj je dodatna zgodba, ki umanjka v celovečerni? O tem ne vem nič, vem, da mi je bilo govora o tem. Jaz sem recimo ena redkih iz prvotne zasedbe, ker ta audicija za to tako imenovano serijo se je delala pred 5-6 leti. In
Ja, sem že popolnoma pozabila na ta projekt, ko so me pred 2 leti klicali, da ja, zdaj bo pa film. Se mi zdi, da so imeli tudi največ težav s tem, kako pretvoriti scenarij, ki je narejen za serijo v filmski. Tle se mi zdi, da tudi so sami rekli, da jim je umanjkalo, oziroma da je bilo to zelo zahtevno. Se mi zdi, da se na filmu tudi vidi malo, da ne sledi eni koherentni liniji, ampak ima več teh odmikov, kar se mi zdi, da je bolj značilno za serijo in se veselim, če bo serija zares prišla ven. Se mi zdi, da bo funkcionirala kot je bilo zamišljeno. Ne, da je film kakorkoli slabši, ampak je imel pa svoje, mislim, se mi zdi, da so imeli težave, predvsem v montaži. No. A imaš lik več zgodbe še v seriji? Pri meni, moj lik niti ni bil toliko sčrtan, mislim, da so bili drugi malo bolj, mislim, da tudi lik Mile Peršin in tako. Moj se je še kar ohranil, ki je bil dosti povezan z glavno junakinjo. Tako. Ampak no, mi je bilo pa zelo dragoceno, da film v bistvu ima v scenariju eno istospolno usmerjeno osebo, ki je ženskega spola. Se mi zdi, da je lezbik zelo malo v slovenskem filmu. To je bilo, ne vem, Gazvo, da je imel, pa Ida Weiss, ampak zelo malo. Tako da na to sem kar ponosna, da sem lahko igrala eno od teh vlog in tudi so me pristopile, kar mi je bilo pa najbolj dragoceno, pristopile punce, kakšne mlade do mene in rekle, kako jim veliko pomeni, da so tudi lezbike reprezentirane v slovenskih v slovenskem filmskem prostoru, recimo. To mi je bilo tako, lepo, zelo dragocena stvar. Cool. V nekem intervjuju ste dejali, da ste raje na odru kot pred kamero, ali so vas vse te prijete nagrade za filmsko delo morda prepričale drugače zdaj? Mislim, da ta izjava izhaja predvsem iz strahu. Predvsem iz strahu, da mi je gledališče veliko bolj domače. Veliko pogosteje stojim na odrskih deskah in nekako se tudi lažje znajdem na njih. Film pa se mi zdi, da nisem tako domača v njem, tudi z največjim veseljem bi snemala, kakor bi se le dalo. Vem, da je tega tudi veliko, precej malo v Sloveniji, tako da si nikoli ne ustvarjam nobenih upov, da zdaj me bojo pa vsi klicali, zdaj bom pa tam. Zato, ker vem, da zelo malo se snema, v gledališču se dela veliko več. Tako kot pravim, tudi to, da sem posnela teh par filmov, se mi zdi, da je ta nekonsistentnost stanja tega, da stojim pred kamero, mi vliva ta strah, no? Ki pa ja, ne vem, če je racionalen ali ne, ker na koncu vedno uživam pred kamero. Samo mogoče je to strah, ki ni povezan z realnostjo, ki je projekcija v prihodnost. Tako. Ja. Predstava Razpoka, v kateri igrate v Mestnem gledališču Ljubljanskem, ima nekaj vzporednic z opazovanjem predvsem teme izolacije in negativni vplivi sodobne družbe na razvoj posameznika. A ste med soustvarjanjem svojih junakinj Lare v filmu in Celest v predstavi skušali izogniti tem vzporednicam ali ste prav skozi te podobnosti odkrili, kako ustvariti različni junakinji? Nisem razmišljala o tem, da bi se probala izogniti, zato ker se mi zdi, da kadar se potopiš v material, ne morata nastati dve isti vlogi, ker je material drugačen, razen če se zaciklaš v neke svoje igralske navade ali kaj, tega pa ne želim. Tako da ne, nisem o tem razmišljala. Je zanimivo, da sta oba nosta na kategorizacijo psihološki thriller, kar je zelo duhovito. Ampak predvsem je pa dragoceno, zato ker se oba ukvarjata z družbo, v kateri živimo. Se mi zdi, da če umetnost ne naslavlja družbe, v kateri živimo,
nima veze z realnostjo. Je ne razumem, nekako ne vem, zakaj je tukaj, če ne preizprašuje sveta, če se ne ukvarja, če vsaj na nek način ne preizprašuje, ne kontekstualizira, potem ne vem, zakaj to gledam, kaj ima to veze z mano, potem je to neko hermetično zaprta umetnina, ki je zgolj za užitek tistih nastopajočih. No, da se vrnem nazaj na ta dva projekta. Lara je predvsem veliko bolj osamljena. To je bilo pri ustvarjanju filma mi v bistvu zelo naporno, ko sva se prej pogovarjala o filmu, ker je zelo dolgo so trajale te vaje in biti v stanju te osamljenosti je bilo zelo težko, tako da mogoče niti ni toliko vplival COVID na mene, kot v bistvu to ure in ure ždenja v tem liku Lare, ki je blazno osamljen, ki je blazno neslišen, ki je ena taka velika tesnoba in samota. Tako da zdaj, če bi šla še enkrat čez tak proces, bi se verjetno bolj šparala, če tako rečem. Ampak no, seveda je to prineslo drugačen rezultat in sem hvaležna, da sem se mu predala 100%. Pri Celesti iz Razpoke gre pa za v bistvu dva posameznika, ki imata en drugega, ampak se pa spet izolirata, ampak imata pa vsaj en drugega, no, in se potem iz tega paranoja ustvari v dvoje, ne samo v svoji glavi, no, mogoče je to razlika. Ampak predvsem mi je zelo dragoceno, da lahko rečem, da sem v nedavnem času bila v dveh projektih, ki zelo naslavljata akutne problematike v svetu, ki se tiče mene in vseh nas, in da lahko na odru ali pa preko filma spregovorim o tem, o nečem, o temah, ki so meni zelo važne. To je zlata vredno, se mi zdi, da umetnost ni vedno, umetnost. Gledališče in film nista, kot ustvarjalci se mi zdi, da ne proizvajamo vedno tega, kar nam je blizu, oziroma ne spregovorimo vedno o temah, o temah, ki nas intrigirajo, po katerih bi želeli spregovoriti, tako da mi je dragoceno, kadar imam možnost. No, tako. Takrat probam še bolj ozavestiti ta trenutek, se zavedati, da mogoče zdaj kakšno leto ali pa kakšen naslednji projekt mogoče ne bo imel, ne bom tako gorela zanj v smislu same tematike, tako da ene take zelo dragocene stvari, ki si jih je vredno zapomniti in jih zadržati pri sebi. Tema izolacije je tudi prisotna v filmu Razglašena, kjer igrate pianistko, ki igra klavir za starejšega moškega, ko imata v sosednjem prostoru spolne odnose, kakor seveda tudi v Sartrovi sloviti drami Zaprta vrata. Ali se vam zdi, da je vse prisotnost te teme, pa ne zgolj v vaših delih, povezana s pandemijo, ki smo jo preživeli? Zelo zanimivo, da ste to opazili, v bistvu se nisem niti ukvarjala s tem, ampak v bistvu so vsi ti projekti imajo zelo veze z osamljenostjo. Ne vem, če je to pandemija, se mi zdi, da po pandemiji se je to samo še bolj rapidno intenziviralo, ampak se mi zdi, da je ta družba ena težnja po tem individualizmu, pa tem preseganju in izstopanju prinesla posledico tega, da se ne znamo stopiti, biti en z drugim, da se počutimo, kot da nikoli nismo dovolj, kot da vedno moram še več, pa še bolj, pa napredek, razvoj in borbanje in komolčkanje in nisem, mogoče ne znam dati najbolj pravega odgovora, zato bi morala kakšnega sociologa vprašati, ampak sama pa občutim seveda eno
kako družba teži, mislim, se nagiba k tej izolaciji posameznika in zanikanje skupnosti, če se vrnem nazaj na smrt, na temo smrti, kako so včasih bili to obredi ob smrti, ki so bili združevalni obredi, kjer so se okoli mrtvega zbrali vsi bližnji, kjer so bedeli nad njim. Zdaj človek umre v bolnici ali pa v domu za ostarele osamljen, brez kogarkoli. Sorodniki čim prej radi sem končal ta pogreb, pa mislim, mogoče sedmina še kot nek ostanek tega obredja. Ampak se mi zdi, da je bilo ljudem lažje, kadar so v skupnosti reševali svoje stiske. Zdaj pa tega ne počnemo več, zdaj pa imam tudi slabo vest, če se počutim, ne vem, se mi zdi, da je tudi to, kar sem prej rekla, zakaj mi je pomembno se ukvarjati, da z umetnostjo jaz preko umetnosti spregovorim o nečem, zaradi tega, ker se mi zdi, da imamo vedno stisko spregovoriti o nečem, ima on svoje probleme, ne bom ga zdaj obremenjeval, ali pa mogoče se on ne počuti tako, ravno zaradi tega, ker smo tiho, ker se zapiramo, ker kaj pa si bom mislil, recimo. In se mi zdi, da kadar imam jaz možnost spregovoriti o nečem, zato recimo spet razpoka in opazovanje, zakaj ste mi dragocene. Če jaz spregovorim o nečem, bom mogoče nekoga nagovoril, da tudi on se bova našla v dialogu in bova že ustvarjala neko skupnost, se bova že manj osamljena. Tako da, ne vem, če je epidemija prav vzrok, je pa še en katalizator k še hitrejšemu razkroju nekih osnovnih družbenih, kako se reče? Vezi. Tako. Ali se je pri zaprtih vratih pri obisku poznala vključitev drame v letošnjo maturo? Je bilo več mladih gledalcev kot sicer? Kako se obrestujejo te sočasne postavitve? Ja bi rekla, da je bilo to predvsem izbrano, mislim, ne vem, zaresno, mogoče delam krivico, ampak ravno zaradi tega, ker je matura, ker je bilo gradivo za maturo in tudi pri izvedbah, odigrali smo jih 41 v 5 mesecih, kar je ogromna številka, so bile to predvsem šole. Zelo malih je bilo za izven, se pravi za tiste, ki bojo kupili karte. Vem, nisem uspel priti na predstavo. No, vidite, ja. Sej, mislim, da Magala zelo poskrbi za to, da so predstave gledane, da so prodane šolam, tako da ne moram nič očitati. Ampak ja, absolutno je bilo to v prvi vrsti za šole. No. Pa se vam zdi, da preko tega, da tudi vidijo postavitev te drame, namesto da bi jo samo prebrali, da dobijo drugačen pogled? Ja, igralci smo se med sabo spraševali, kaj, če bo to morda nekoga nezavedno mu dal neke ideje, pa ga zaprlo v enih možnostih, ki bi drugače, če bi samo preko domišljije vstopal v tekst, ostale odprte. Ampak se mi zdi, da je to potem na gledalcu, da to vzame samo kot en primer interpretacije te drame. Moram pa reči, da so ljudje prišli gledati in so vedeli, wow, kako izjemen tekst, kako močno. Mi kot igralci smo pa videli, da v bistvu, koliko je to sjajna literatura, pa kaj je pomenila za tisti čas, je pa ni ravno uprizoritveno dober material. Se vidi, kako je drugače Sartre pristopal, se mi zdi, da ni človek gledališča per se, v smislu, da tako kar liki mali spadajo za 10 strani, ali pa ko probaš lok zgraditi, nekako vidiš, da ti umanjka. Tako da je ena zelo zagonetna, zagonetna postavitev.
Ja, prav v zvezi s tem sem poslušal intervju z pisateljico, prevajalko in dramaturginjo Evo Mahkovic, ki je sodelovala pri tej predstavi in je rekla, da je prav presenečeno ugotovila, koliko v dramaturškem smislu ne deluje samo besedilo in koliko dela je bilo potem treba vložiti. Kako ste potem to reševali med vajami? Je tukaj Eva Mahkovic kot dramaturginja naredila ogromen posel. Ja, zelo je bilo težko. Zelo smo bili izgubljeni. Ja, nimam kaj drugega za reči, kot težko je bilo. Matrali smo se, mislim, da smo naredili izdelek, ki rezonira z gledalci, ki tudi pridejo kolegi sami, ne samo dijaki, ampak tudi kolegi, ki so prišli gledati, so rekli, da jim je uspodbudilo neko razmišljanje o sami temi. Ja, so pa projekti, ki jih ne moreš dekodirati. Recimo Razpokaj se ukvarja s tematiko, ki je prezentna tukaj, zdaj. In ni bilo toliko težko se poglobiti v to. Ta material je pa nekako odtujen, je treba kopati. Ampak smo se nekam dokopali. Ja. Ali pripravljate že kako novo filmsko in gledališko vlogo, o kateri lahko že kaj poveste morda? Filmsko ne, tako da... Gledališko pa, ja, v septembru in oktobru bom v MGL-ju v dveh predstavah nastopila, ki boste imeli svoje premiere. To je Kazimir in Karolina v režiji Nine Rajić Kranjac 19. septembra in potem oktobra še v predstavi Radost Nejca Gazvode. To so zaenkrat prihajajoči projekti, ki so v bistvu že na pol nekako zaključeni skoraj, tako da še čakajo na novo sezono. Super. Diana Kolenc, najlepša hvala za pogovor in upam, da vas kmalu spet vidimo na platnu in na odru. Najlepša hvala vam za vabilo. Ja, svidenje.